Drage vojakinje, dragi vojaki, spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovani načelnik generalnega štaba Slovenske vojske, spoštovana oba dva državna sekretarja, drugi visoki gostje. Pogumne spremlja sreča in Slovenska vojska je pogumna. Danes so se nam ramena že zasnila, nad nami je modro nebo. V realnem in tudi v prenesenem pomenu. Danes in s to vajo je Slovenska vojska dokazala, da je živa. Marsikdo jo je želel odpisati, marsikdo je storil vse, da bi ta vojska materialno propadala, da bi njen duh, njena motivacija padala. Ampak danes ste znova dokazali, da Slovenska vojska živi, da je energična, da je radoživa in da Slovenija vedno, ko bo potrebno, lahko računa na njo. Ko so nekateri dejali, da so izjemne okoliščine in v teh izjemnih okoliščinah Slovenska vojska organizira najdaljšo vajo v zgodovini te države. Na tej vaji sodeluje več kot 2500 pripadnikov. Kako bi lahko še bolje dokazali, da Slovenska vojska lahko kljubuje vsem razmeram? Ni možno bolje. Ko so nekateri rekli, da se Slovenske vojske bojijo, je odrivani na obrobje, je ta vaja pokazala, da so vas v 59 slovenskih občinah sprejeli z odprtimi rokami. Jasno so povedali, da si Slovenske vojske želijo na terenu, da je Slovenska vojska dobrodošla, ker se ljudje Slovensko vojsko počutijo varnejše. Vi ste svoj del naredili. Zdaj je naloga na nas. Sedaj je naloga na politikih, da vam zagotovimo ustrezne materialne in delovne pogoje. Stvari se premikajo. Prav danes je bil na vladi že vložen v proceduro zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski do leta 2026. V zadnjih 10 letih je to največji investicijski paket, ki ga ima Slovenska vojska. V naslednjih 6 letih bo Slovenski vojski zagotovljeno 780 milijonov evrov za investicije, za nujno potrebno opremo, za infrastrukturo. Ampak v opremi in v infrastrukturi ni vse. Pomembno je, da imamo dober odnos tudi do ljudi. Ljudje, vi vojaki, ste srce te vojske. In domovina je dolžna za vas poskrbeti, tudi ko dopolnite 45. leto. Tudi zato smo na ministrstvu že pripravili in že uskladili zakon o obrambi. Naj vas obvestim, da sem danes dobil veselo novico, da je zagotovljeno dovolj podpore v parlamentu za sprejem tega zakona. S tem bomo uredili vaš status tudi po 45. letu. Ne bomo vas pustili sami. Zagotovljeno bo, da boste nekateri lahko ostali še naprej v vojski, drugi boste imeli zagotovljeno službo ali v državni upravi ali v okvirih Ministrstva za obrambo. Mi ne puščamo nikogar za seboj. Hvala vam za vašo izjemno držo, hvala vam za vaš karakter, skupaj smo močnejši in skupaj zmoremo vse. Srečno!